Živijo! En kolega, ki ima eno softversko firmo na Brezovici, me je zadnjič spraševal, če kaj uporabljam slovenski softver na svojem telefonu, na svojem iPhonu, in če kaj podpiram slovenske softverske mobilne razvijalce, in sem rekel, ja, seveda! Saj sem bil že leta 2010, ko je imel Simobil tisti prvi natečaj za androidne aplikacije v žiriji in se ergo imam za botra slovenskega mobilnega softvera. In če bi bil jaz predsednik sveta, bi bil prepovedan vsak drug softver, razen slovenski, pa še ta bi moral imeti obvezno background muziko avsenike v vsaki aplikaciji. Toliko o mojem patriotizmu, če se že pogovarjamo. Slovenskega softvera je danes na sodobnih pametnih telefonih ogromno, presenetljivo veliko in še nikoli toliko kot danes. Recimo, časopisne hiše, kot so Delo, Dnevnik in Večer, niso nikoli imele svojih aplikacij na namiznih računalnikih, ker pač ni bilo prave potrebe. Danes pa se že vsi širijo na razne tablice in telefone. Takisto recimo ljubljanski potniški promet, ki se danes ponaša z zelo uporabno aplikacijo, z urnikom in zemljevidom prog in postaj, upošteva tudi GPS lokacijo, ve, kje si, kje je najbližja avtobusna postaja, kdaj bo prišel avtobus. Vse, zelo priročno. V naši hiši jo recimo redno uporabljamo. Da o odpiralnih časih niti ne govorim, ker gre za mobilni softver, ki pred pojavom mobilnih naprav sploh ni imel smisla. Saj poznate odpiralne čase, kaj? Odpiralni časi, aplikacija, ki vam glede na uro in vašo GPS lokacijo v nekaj trenutkih odgovori na vprašanje, kje so v bližini recimo še odprte trgovine, bencinske črpalke, servisi ali pa knjižnice. Poznate? Če ne, takoj pretočiti, ker je aplikacija brezplačna in izjemno uporabna. Če ne drugega, odpiralni časi so imenitni za poiskati najbližji bankomat. Drugač pa, fantje in dekleta med nami, nima veze, od kod softver prihaja, samo da je dober.